Čisto na kratko, dober večer, lepo pozdravljeni na današnjem literarnem večeru. Posebej pozdravljam seveda gosta, profesorja dr. Uroša Ahčana in pa moderatorko, dr. Veroniko Vezjak. Oba nas bosta popeljala v svet kirurgije, ki ga predstavlja knjiga, ampak kot sem jo jaz prebrala in razumela, gre pravzaprav tudi za življenje zdravnika, s katerim se pravzaprav lahko v številnih segmentih identificiramo vsi. Jaz mislim, da bomo preživeli en zelo lep večer. Hvala. Specialistka družinske medicine, Veronika Vezjak, beseda je vaša. Hvala lepa in dobro večer. Dobro večer. Najprej bi se rad zahvalil Zdravniški zbornici, profesor Bejović in vsem organizatorjem za vabilo. Posebno čast in zadovoljstvo mi je, da knjigo predstavljam tudi pred svojimi stanovskimi kolegi. Bilo je že več predstavitev, uspešnih predstavitev, današnja pa malo drugačna, ker je publika drugačna, tako da se bom potrudil, da bom zadovoljil tudi to današnjo publiko. Imamo skoraj kot eno vizito, ne? Oziroma kolegijski sestanek, dobrodošli med kolegi. Poznamo vas kot inovativnega kirurga, specialista plastične, estetske in rekonstrukcijske kirurgije. Ste tudi predavatelj na medicinski fakulteti v Ljubljani, mentor študentom, specializantom in ste tudi avtor številnih strokovnih prispevkov, literature, tudi leposlovja in otroških knjig. Prejemnik nagrade Delova osebnost v letu 2018, v istem letu ste prejeli tudi nagrado Jabolko navdiha in pa kot pisec tudi ste Dergančev nagrajenec Slovenskega zdravniškega društva. V knjigi Skalpel, ki se pa mestoma bere kot potopis po vašem življenju in tudi dnevnik in je opremljen številnimi posnetki, kar je zopet nekaj novega v leposlovnem svetu in ste tudi na tem področju inovator. Nam občasno odstirate v bistvu vrata v vaš miselni proces in zasebno življenje. Spremljamo vas skoraj da od začetka, kot ste bil še mladi zdravnik, pa vse do danes. V knjigi opisujete, če je par zdravnik, torej če sta par zdravnik in zdravnica, se v povprečju 4-mesečnih dežurstev nabere skoraj da za 4 leta ločenih noči. Na drugi strani pa na začetku naših poti si kot mladi zdravniki ustvarjamo življenje, rešujemo stanovanjsko problematiko in hkrati je v knjigi zaslediti tudi en odlomek. Delili ste z nami pismo vaše hčerke Hane, kjer omenja veliko besed, upam, da greste na dopust. Kakšni bi bili kot specializant v današnjem času, če bi bil profesor Ahčan danes specializant ob vsem tem, kar veste? To težko ocenjujem. Dejstvo pa je, da se je svet korenito spremenil, zlasti na področju medosebnih odnosov. Danes so zlasti mladi, pa tudi starejši smo v igri pametnih telefonov. Večkrat sem zapisal, da današnje naše otroke vzgajajo pametni telefoni oziroma algoritmi multinacionalk, ki ne želijo, da ljudje kritično razmišljajo, pač pa želijo slabo informirane potrošnike, volilce, sledilce. Tako da svet je povsem drugačen. Nekoč v mojih časih sem spremljal svoje učitelje. Ti učitelji so bili moji idoli. Če sem želel videti neko kirurško tehniko, sem mogel biti pri operaciji zraven. Če sem želel videti neko poškodbo, je to pomenilo, da sem bil pri operaciji sredi noči. Takrat je bilo tudi največ priložnosti za delo, ker ni bilo veliko konkurence, veliko je bilo prostega prostora in premalo rok. Tako da danes je pa drugače. Danes pa mladi ljudje lahko pogledajo na YouTubeu, kako se določena operacija izvede in jo v naslednjem dnevu izvedejo ali pa naslednji uri izvedejo. Potem nekoč smo za kirurške tehnike smo imeli na patofiziologiji vsak svoj hlevček s podganami, kjer smo trenirali mikrokirurgijo, šivali žile. Ob tem smo mogli tudi spoznati, kakšno je rokovanje s temi malimi žveljmi, kako je treba dati anestezijo.
Pri podgani sem lahko ugotovil, da že majhna izguba krvi je lahko kritična, kar se je potem izkazalo tudi v nadaljevanju kariere pri recimo zdravljenju velikih opeklinskih ran. Tako da svet se je spremenil v mnogih stvarih žal na slabše. Kot rečeno pa najbolj kritično v mojih očeh so pa te odnosi, odnosi kot dvosmerna pot. Tukaj je vlogo nekega mediatorja prevzel pač telefon, računalnik. Vsi smo kot navidezno povezani, samo klik stran, v resnici smo pa vse dlje stran drug od drugega. Pri vaši poti in tudi v poglavju kaj naredi dobrega kirurga oziroma moč dobrega kirurga, opisujete lastnosti, ki so potrebne za to. Omenili ste tudi ročne spretnosti, nepopustljivost, timski duh, smisel za humor in pa zapišete, da tudi bistvo odnosa sta skalpel in pa empatija. Vam je izobrazba na fakulteti dala dovolj pri nekem empatičnem odnosu, ki ga v knjigi velikokrat zasledimo in v praksi verjetno še večkrat. Kaj se zgodi z našo empatijo tekom poti? Je medicinska fakulteta tista, ki je dovolj, jo moramo negovati, razvijati? Najprej pa treba povedati, da v kirurgiji ni prostora za supermena. In sam kirurg, posameznik lahko le malo stori. V kirurgiji, kot drugje v medicini, so pomembni timi. In najprej morajo mladi ljudje in specializanti in študentje doumeti, da so del tima in da kot posamezniki so zelo omejeni. Skratka, če želimo biti uspešen kirurg, je to odvisno, kako deluje celoten tim. Od zadnjega je odvisno, od zadnje strežnice, ki naravna luč v operativno polje, je odvisno, ali bo operacija dobro končana ali ne bo dobro končana. Jasno se pa potrebno zavedati, da smo vsi skupaj študirali in darovali na nek način svoje življenje, da pomagamo ljudem, ki imajo velike težave, zdravstvene težave, to je največja težava. Bodi si, da so kritično bolni, bodi si, da so hudo poškodovani in takrat lahko izkoristimo vse svoje potenciale in ves svoj vložek, da pokažemo, da tekmujemo na nek način z boleznijo. In poraz bolezni je naša zmaga. In če želimo to narediti dobro, to ne pomeni samo, da smo tehnično dovršeni, da smo nežni stkivi, da znamo uporabljati različne kirurške tehnike, v našem primeru mikrokirurgijo, ki nam odpre spet nove možnosti. Ampak je potrebno človeka gledati kot človeka. Se pravi, tu pa nastopi ta beseda empatija, da se postavimo v te čevlje, da se vživimo v posameznika, ki ima težavo. Ne da ga obravnavamo pod diagnozo in z nekimi MDK klasifikacijami, ampak kot človeka. In študentje medicine, zlasti, ker je ljubljanska medicina zelo bogata na področju predkliničnih predmetov, znajo vse patofiziološke mehanizme, procese na nano osnovi. Ampak ob tem, ker ves čas porabijo za to razmišljanje in za te detajle, pa pozabijo, da je v ozadju človek in da imajo te nanoprocesi patofiziologije neke posledice na dnevni bazi. Če nekdo dobi diagnozo, ženska dobi diagnozo rak dojke, to pomeni, da jo čaka kemoterapija, izpadanje las, bruhanje, slabosti, obsevanje, kirurške tehnike. To pomeni, da se prej žena, mama, ustvarjalna delavka spremeni v bolnico in zanemari vse ostale vloge. In če sami nimamo te izkušnje, smo težko empatični. In rekonstruktivni kirurgi, ki obravnavamo ženske z rakom dojke, je to neka navidezna, priučena, zaigrana empatija, ker nimamo te lastne izkušnje. Zato sem jaz večkrat menil, da je zelo dobro, da na kongresih, kirurških kongresih sodelujejo pacienti in da tudi v učnih procesih sodelujejo pacienti in povedo svojo zgodbo. Ko smo pred časom imeli svetovni kongres in smo se pogovarjali o eni zelo redki bolezni povezani s silikonskimi prstnimi vsadki,
Velikocelični limfom povezan z vsadki, zelo, zelo redka bolezen, ampak lahko smrtno nevarna. 1000 smrti je približno na svetu opisanih. Je svoje predavanje imela pacientka. In ko je ona pokazala svoje slike, slike svojih lasulj, slike bančnega računa, slikanje risbic otrok, jok otrok, kako so jo potem risali, je v dvorani nastala popolna tišina in to bolezen smo dojemali popolnoma drugače. Mi smo rekli, da to je 0,03%, kdo bo o tem sploh se pogovarjal, poslušal, to je nepomembno. V resnici je pa to sila pomembno. In takrat smo vizualizirali težavo te ženske. In če želimo biti empatični, moramo, če nimamo lastne izkušnje, vsaj vizualizirati to težavo. In potem nam je lažje in lahko delimo, smo čustveni, razumemo tega pacienta in ga drugače obravnavamo. Potem pa spet, ko razmišljaš, kot sem tudi, ta knjiga je neka pogovor sam s seboj, tudi o svojih napakah, stranpoteh, zmotah. Ko gledaš recimo delo v ambulanti in imaš pred sabo 80-100 pacientov, tudi družinski zdravniki dobro vedo in pediatri, o čem govorim, je kot bi šel po neki slalomski progi. Hitro med vratci in tam nimaš časa, da bi pozval, kakšne so vratca, kakšne barve, so poškodvane, so nagnjene, ampak ti samo pohitiš navzdol, da prideš do cilja. Vsak dan enako. Se pravi, tukaj si je potrebno vzeti čas in ne tekmovati, kako boš pregledal več bolnikov, ampak kako kakovostno jih boš pogledal. A jih boš pozdravil, a boš vprašal, kako je doma, kakšne imajo težave. Tudi sam s sabo, kot sem opisal v knjigi, sem se večkrat srečal s to dilemo, ko sem mislil, da je kirurški poseg edini zveličavan in rešitev te pacientke, da je vse odvisno od mojih rok in našega tima, kako bomo upravili. V resnici mi je pa potem pacientka v postelji, ko sem mi risal, kako bom napravil reze, povedala celo življenjsko zgodbo in počasi je moja kirurška tehnika, znanje se je praktično izničila. Imela je zasevke vse povsod, na kemoterapiji, bančni račun praktično globoko v rdečih številkah, hčerko, ki je mogla šolo plačevati, pa je potem kljub temu padla, sama ni mogla napredovati in oddati svoje raziskovalne naloge, ker se je soočila z novo diagnozo. Skratka, te moje velike misli, kako bom s kirurško tehniko odpravil vse težave, so se razblinile v nekaj minutah. In v tem govorim tudi v knjigi, da se zavemo, da smo in zdravniki samo ljudje s svojimi čustvi in svojim dnevnim bioritmom in pa da naši pacienti niso samo nosilci diagnoze, ampak so ljudje z vsemi težavami, ki so že tako in tako prisotne. Ob vsakodnevnih obremenitvah, ki jih poznamo, vsi zdravniki v našem zdravstvenem sistemu pregledamo veliko število pacientov. In tanka je pot med sočutjem, empatijo, utrujenostjo in izgorelostjo. Izgoreli zdravnik oziroma tisti, ki je na poti k temu, težko nudi, je težko empatičen. Kako ste se vi s tem soočali? Jaz na srečo nisem imel teh problemov izgorelosti, imel pa sem probleme tako imenovane plime v glavi, kot je naslov enega poglavja, ko imaš pred seboj številne delovne obveznosti v operacijski dvorani, kongrese, predavanja, raziskave, še dodatno kakšne nastope in potem misli begajo v glavi sem ter tja, kot da bi na enem peronu več vlakov šlo na vse konce in kraje. Škrtanje zobmi, posledične granulome, vse to so tudi moje zdravstvene težave, ki so me nekako jemale energijo, kradle od pacientov in zlasti od družine. Nekateri, vsak ima svojo neko šibko točko. Jaz sem napisal o svoji šibki točki, drugi imajo druge šibke točke. Od karcinomov želodca, v zadnjem času sem slišal za 7 diagnoz pri naših kolegih, potem izgorelost je ravno tako, epidemija izgorelosti v vseh poklicih in jasno v zdravniškem poklicu še toliko bolj. In kot zapišem v knjigi, veliko zdravnikov opravlja menedžerske preglede menedžerjem, tako imenovano preobremenjenim, psihofizično preobremenjenim ljudem. In zelo malo zdravnikov, ki so resnično obremenjeni psihofizično, opravi menedžerski pregled. In zato je med zdravniki tudi veliko tragičnih zgodb, o katerih tudi pišem,
prezgodaj ljudi, ki so mnogo prezgodaj odšli, mladi ljudje zaradi bolezni, zaradi raka, najslabše pa zaradi samomora. In o tem se jasno ne govori, čeprav obstajajo knjige, v Ameriki vemo, da je 400 vsako leto izgubi in več milijonov ljudi ostane brez zdravnika zaradi samomora in samomori so prisotni tako med profesori kot študenti medicine in tudi to temo odpiram v knjigi, da se o tem pogovarjamo in da skušamo prepoznati pravočasno in odpravljati tudi vse vzroke. In vzroki so pa ravno v tem. Vsi smo storilnostno naravnani, tekmujemo prvič sami s seboj, drugič zavarovalnico, tretjič s kolegi, cilji so vedno višji in ob tem pozabljamo na svojo družino, na svoje otroke in pa tudi nase, predvsem nase. V knjigi delite z nami tudi številne vaše načine polnjenja baterij. Vemo, da ste navijač Manchester Uniteda, da veliko časa oziroma kolikor imate prostega časa, radi greste na Lošinj, muharite. Na kakšen način še vse si napolnite baterije, da potem lahko v ambulantah dajete in na profesionalni poti delite znanje? Tako bom rekel, kirurgija je nekako moja strast in moj hobi, zato pač toliko dela opravljam, zato ker ob tem tudi uživam. V vsaki ambulanti imam, ne vem, po 20 in več zelo zanimivih zgodb. S pacienti se pogovarjam ne samo o bolezni, ampak o številnih drugih stvarih. Zato je moje delo, kot sem zapisal, neke vrste privilegij, ki pa je jasno, kot tudi zapišem, prigaran, ne dan privilegij, kot bi radi v javnosti tudi nekateri povedali, da je to kar tako dano, da so nas oni šolali in da je to naša dolžnost potem. V glavnem to je prigaran privilegij in zato mi ni težko opravljati tega dela in ga opravljam s strastjo in z veseljem. Dejstvo pa je, da potem, ko vsega preveč, pa je potrebno napolniti baterije. Tukaj so pa več možnosti. Po zimi je smučanje, poleti in pa tudi v jesenskih mesecih pa od sprehodov kolesa in pa podvodni ribolov je pa res moja strast in otok Lošinj, otok vitalnosti, kjer je popoln mir, če je še priložnost, da ugasnem telefon in sem sam seboj s svojimi najdražjimi v najlepšem okolju, na svežem zraku, že gledaš sončni zahod in opazuješ 100 različnih barv, ki se spreminjajo iz trenutka v trenutek in ti je preprosto lepo brez vsega. In takrat se šele zavedaš, da vse te materialne vrednote nimajo prave cene. In če na koncu pogledaš, koliko dela opraviš in koliko na koncu tudi posledično zaslužiš, je vreden samo tisti denar, ki ga zapraviš zase. In zase zapraviš mogoče 10% tega denarja, ki si ga ustvaril. Tako da tega se je potrebno pravočasno zavedati in več časa posvetiti svojemu telesu, svoji duši za preproste sprehode, branje knjig in stvari, ki niso povezane z denarjem. Kaj trenutno berete? Trenutno ne berem nobene knjige, imam preveč drugih aktivnosti, sem pa v zadnjem letu prebral različne knjige, ki sem jih imel slučajno na kupu in sem jih dal v vrečko in prinesel s sabo, recimo, da kaj vse berem. Je recimo to ena knjiga, poslovilna pisma zdravnikov, preden so naredili samomor, ameriška knjiga. Potem je ena hrvaška knjiga, ki je tudi prevedena v slovenščino, Ima li života prije smrti. Vse knjige pišejo, če obstaja življenje po smrti, tukaj pa govori o življenju pred smrtjo. Ali sploh živimo, ali samo životarimo. Tudi tukaj priporočam to knjigo, da kot nek pogled v ogledalo, da ugotovimo, ali živimo kakovostno življenje, ali življenje, s katerim razpolagajo vsi ostali, samo sami ne. Potem je recimo, kako inovacije spremenijo svet, zanimiva knjiga. Vsi smo najbrž prebrali, to bo bolelo in pa Sveta noč, zgaranna moč, uspešnice, svetovne uspešnice specializantov, zdravnikov, ki pišejo o svojih dežurstvih. Pogled na življenje je tudi spremenila knjiga Blagoslov starega očeta od Naomi Remen, knjiga, priporočam. Umetnost jasnih misli.
Da bolje razumeš, zakaj se razlikujemo ženski in moški, priporočam knjigo Mars in Venus. Potem pa kupujem tudi po eBayu zelo stare knjige, medicinske, zlasti z področja plastične kirurgije. In recimo to je ena knjiga iz leta 1901, kjer so not vprašanja iz kirurgije za študente medicine. In zanimivo je postaviti vprašanje študentu medicine iz leta 1901 in poslušati odgovor. Pa še dodatne tudi stare kirurške knjige. Tukaj moram povedati, da zlasti mladim poslušalcem, da je zelo pomembno, ko se odločajo za načine zdravljenja in ko iščejo neke inovacije, pogledati tudi stare knjige, stare ideje, knjige iz leta 1800, 1700, kjer vidiš, da so ideje fenomenalne, tehnično spretni, nimajo pa dovolj dobre opreme. Ker danes prevečkrat zgolj sledimo protokolom, ki jih postavljajo s pomočjo uglednih profesorjev, različne multinacionalke in potem zdravniki smo kot samo predpisovalci zdravil in nekih tehnik za zaslužek industrije. Tipičen primer, recimo tudi moje vprašanje na izpitnem vprašanju iz kirurgije, kdo v kirurgiji določa trende. In odgovori so zelo zanimivi. Ti mladi, pošteni, mladi ljudje, zdravniki, študenti medicine govorijo, da so to napredni ljudje, ki grejo v laboratorij, se zaprejo, naredijo poizkuse, potem to objavijo, se preverijo vse te ugotovitve in potem nekaj novega se ustvarja. V resnici je to ravno obratno. Praktično danes nove trende v medicini postavlja industrija s pomočjo raziskovalcev, ki potem potrdijo to, kar oni želijo, in gromozansko vlogo ima tudi marketing. In tipičen primer je recimo operacija dimeljske kile. Praktično operacije brez sintetične mrežice ne obstaja več. Je že v protokolu in mladi zdravniki sploh na klasičen način ne znajo več operirati najbolj pogoste patologije z področja abdominalne kirurgije, ene najpogostejših dimeljske kile. Ampak samo sledijo po proceduri. Če jih povprašaš, kdo bi sam sebe ugradil to mrežico v primeru kile, ker mrežica predstavlja tujek, se pa zelo malo zdravnikov bi odločilo za to vrstno zdravljenje. Tako da na vse to je potrebno opozarjati mlade ljudi in tudi sam sebe stalno povprašati svojo vest, svoje znanje, kako napredovati v svoji stroki in kje so stranpoti in kje so prave poti. No, vi ste inovator na svojem področju in v knjigi opišete tudi primer, ki ga poznamo pod imenom Nos. Bil je zelo odmeven tudi v medijih. V tistem poglavju opisujete, da ste pred gospo Ajdo obravnavali 42 enostavnih matematičnih enačb, potem pa je ravno v odmoru za kavo prišla 43. kompleksna in na videz nerešljiva enačba. To je bila gospa Ajda, ki smo jo potem čez čas vsi spoznali v medijih. To je inovativen pristop. Mene pa zanima miselni proces. Kako pridete kaj se dogaja, kako razmišljate od tega na videz kompleksnega, nerešljivega problema pa do v resnici zelo inovativne rešitve? V osnovi imaš dve možnosti. Pri vseh takih kompleksnih, sila zapletenih nalogah in problemih, kjer ni jasnih in zanesljivih rešitev in je delež možnih problemov zelo velik. Najlažje ti je, da ne zapustiš svoje cone udobja in napišeš napotnico za k nekemu kolegu ali za tujino. In jasno, da pri vsakem takem kompleksnem problemu pomisliš, ali so v tujini neke boljše možnosti, ali obstajajo ali ne obstajajo. Potem se pa nekako je treba postaviti v vlogo tega pacienta. Kaj bi naredil, če bi bil pred tabo eno tvojih domačih ljubljenih oseb? Bi ga poslal v tujino, bi ga poslal kolegu, preprosto hitro napisal napotnico, ali bi se mogoče posvetil reševanju tega problema, čeprav veš, da to zahteva ogromno dodatne energije in dodatnega dela. In tudi pri tej bolnici, že od vsega začetka, ko sva se začela pogovarjati, ona je tudi z medicinskega področja,
in je dotedaj bila že na številnih pregledih po tujini in pri nas. Pregledala je popolnoma vso možno strokovno literaturo na medmrežju, bila seznanjena z transplantacijami obraza, imunosupresivnim zdravljenjem in vse ostalo. Vse, kar sem v pogovoru načel temo, je imela ona že svoj odgovor. In potem je pa treba iskati rešitve, kompleksne rešitve se vedno išče v timu. Ampak ta tim ni nujno, da je zgolj tim zdravnikov različnih specialnosti, ampak je potrebno privabiti tudi strokovnjake iz drugega področja. V tem primeru nekoga, ki je dobro obvladal vizualizacijo in računalniško tehniko, lahko naredil modele, lahko natisnil te modele, da smo imeli vizualno pred seboj točno, kaj nas čaka. In zgolj s takim kompleksnim pristopom in znanjem in natančnim pogovorom in vsakič sprot tehtaš prednosti in slabosti te tehnike skupaj s pacientko, ki se potem mora na osnovi tega odločiti in jasno, sodobna medicina temelji na tem, da zdravniki zgolj predlagamo različne možnosti, potem pa pacienti sami izberejo glede na svoje potrebe in želje zanje najboljšo tehniko in s tem tudi prevzamejo del odgovornosti za to. Ne boste vi povedali, pa kar vi naredite. To ni več, ali pa da se zdravnik v imenu bolnika odloča, za vas je pa tole, bom tole naredil. Ampak obstaja cela vrsta tehnik in potem predstaviš prednosti, slabosti in se skupaj odločaš. In če to narediš v sklopu multidisciplinarnih timov, kot v tem primeru, je velika možnost, da je zgodba uspešna. In po tej gospe, ki sem jo opisal, in smo dobili več pozitivnih mnenj in pisem iz Amerike, iz Kitajske, iz Evrope, imeli več predavanj tudi po svetu o tem. In za njo smo naredili še dve enaki, ena celo še mnogo težji primer na enak način in trenutno smo 100%, kar se tiče rezultata. So pa to zapletene tehnike, ki zahtevajo, kot rečeno, timsko delo, ogromno napora, psihofizičnega napora. Prva operacija pri prvi pacientki je bila skoraj 9 ur trajala, pa potem ne spiš, ker razmišljaš, da bi bilo lahko drugače, kako se bo izteklo in tako naprej. Pa potem po 5 tednih druga operacija, dodatno mikrokirurgijo, kjer lahko spet vse propade in je vse zamrna. In jasno zaveda se, da potem nastopi velika žalost, ne zgolj pri pacientki, ampak tudi pri timu. Zato je treba pred takimi posegi napraviti popolno vizualizacijo vsakega koraka in vsake možne stran poti že vnaprej. In če si na to pripravljen, si lahko uspešen. Če pa greš nekako ad hoc v operacijsko dvorano brez dobre priprave, se pa hitro lahko zaplete in če iščeš prave rešitve sredi posega, se lahko konča slabo. Kar nekaj časa po posegu opisujete, tudi ste bili v kavarni in ste slišali dva laika, čisto iz nemedicinskega področja, kako se pogovarjata o težavah in je drug drugemu rekel, če lahko nos naredijo na roki, boš tudi ti to šolengo. In se vam je zdelo, kakšni občutki so v tem, medtem ko pa na drugi strani v javnosti pa so bile tudi lažne govorice, kaj vse je šlo narobe, kako propada. Res sta bila dva gradbena delavca, še ena beseda, jebeno šolengo je vmes uporabil. Nisem hotela omeniti. Kirurgi pa uporabljamo to, vse te besede, se nam zdijo normalne, so življenjske. V glavnem, zdaj se mi je zelo fajn, zato ker smo prebudili med Slovenci nekaj pozitivnega. Da je končno so pisali pozitivno tudi v medicini, da ni pozitivno zgolj evropski prvaki v košarki, Luka Dončić, slalomski Tina Maze, ampak končno tudi nekak medicina. In to se mi je zdaj lepo, povezali smo vse skupaj. In tudi, ko smo šli k predsedniku države, gospodu Pahorju, meni osebno to ni predstavljalo nek prestiž. Jaz sem bistveno bolj zadovoljen, ko se v operacijski dvorani dobro konča. Ampak ko sem pa videl vse inštrumentalke, s kakšnim ponosom, kako urejene so stale pri predsedniku, se z njim slikale, se mi je zdelo pa lepo,
da je tudi politika prepoznala neke naše dobro delo, timsko delo. Ne? In ja, tudi drugi del, pa govorim tudi čisto iskreno v knjigi o zavisti, ki je med zdravniki ogromna, mogoče celo višja kot v povprečju, bi rekel. Se je pa zgodil dogodek, ko so me povabili na podelitev delove osebnosti leta naslednje leto. Sem z veseljem prišel in srečal se z novinarko, ki je rekla, da je izredno vesela, da sem prišel, da ve, da sem mogel pač odpovedati neke druge obveznosti in da je hkrati zelo žalostna za to novico, ker ve, da je sicer to glavna skrivnost kliničnega centra, ampak da je iz 2 zanesljivih virov izvedla, da smo mogli nos odstraniti, ker je šlo vse narobe. Skratka, pretresljivo, glede na to, da vsi vemo, da objavimo rezultat takrat, ko je dokončen, v tem primeru pol leta po končanem mikrokirurškem delu, ko je vse prekrljeno, zaceljeno. Imel sem na telefonu slučajno fotografijo njeno, ki me je poslala za novo leto. To je bilo že leto dni kasneje. Tukaj se pa počutiš zelo slabo. In tukaj šele vidiš, zakaj so razmere v zdravstvu take, kot so. V veliki meri smo za to odgovorni tudi zdravniki. Ker nismo enotni, ker smo zavisni, ker je problem kolega kot naš uspeh. In tudi tukaj morda bi bila naloga medicinske fakultete, da bi že na začetku študentom povedala, da je medicina timski šport in da bi ocenjevala tudi timsko delo, kjer nekdo kot skupina izdela nek izdelek in vsi dobijo potem rezultate te skupine. Ne, da samo tekmujejo med sabo in kot rečeno, neuspeh kolega pomeni tvoj uspeh. En je pisal 66,7 in ni bil sprejet na medicino, ti si pa 66,9 in slaviš, ker si bil sprejet na medicino. Se pravi, tudi naloga medicinske fakultete je, da poudari pomen tima kot celote za uspešno delovanje. In ko bomo zdravniki, slovenski zdravniki povezani, bomo močni in nepremagljivi. Dokler pa vlada med nami velika zavist na vseh področjih, smo pa ranljivi in šibki. 12 let ste bil tudi predstojnik kliničnega oddelka na UKC-ju v Ljubljani. Ob nastopu tega dela, kakšne so bile želje, vizije? Želeli ste ustanoviti verjetno Evropski center za rekonstrukcijo dojk. Ideje v časih iz preteklosti so bile tudi, da bi bil ta oddelek center za opekline na Balkanu, morda tudi širše. Kakšne so bile vaše želje in vizije za oddelek? Za v bistvu plastično, estetsko in rekonstrukcijsko kirurgijo v Sloveniji. Tako kot predstojnik sem bil zelo mlad. In za predstojniško mesto sem se odločil zato, ker je bivši predstojnik odšel v tujino in vsi kolegi so se strinjali, da jaz prevzamem predstojniško mesto. Imel sem izpolnjene vse pogoje, bil sem docent ali profesor, že takrat zelo mlad. In to mi je predstavljalo hkrati en ogromen izziv in eno ogromno odgovornost. Točno sem se zavedal, kaj so moji predhodniki, učitelji dosegali in koliko njihovega dela in energije je šlo, da so postavili oddelek na tak nivo, kot sem ga jaz sprejel. To je tako, kot da bi podedval nekako Manchester United v najboljšem obdobju. Pionirji mikrokirurgije z celega sveta so se učili od dr. Godine. Profesor Arneš je naredil ogromno serijo različnih prostih režnjev in predaval po svetu. V Ljubljani so se učili z celega sveta, še po Godini, tudi pri profesoru Arnežu in tudi kasneje, in spremljali to delo. Tako da to je bila ena ogromna odgovornost. In tudi naivno sem mislil, da bo vse moje dobre ideje takoj sprejete, da bomo postali tudi nekako finančno neodvisni center, kjer boš lahko spodbujal in še dodatno prispeval k uspešnosti in k motivaciji, kjer boš lahko sam izbiral, med katera oprema je najbolj potrebna, katero opremo boš kupil, kaj boš raziskoval in tako naprej. Pa se je potem izkazalo, da je predstojnik nekakšen brezobi tiger, brez kakšnih kompetenc. Hodil sem na redne sestanke, kjer smo se družili z vsemi predstojniki klinik, vsak je imel svoje neke ideje, želje,
vsi smo dobili pa isti odgovor, da ni pravne podlage in finančne osnove. In to se je ponavljalo in ponavljalo in ponavljalo. In ko sem kot predstojnik naredil nek načrt dela in napisal problematiko, in tudi potem kot en od sourednikov medicine danes, ko je medicina danes išla prvič, so me povabili v uredniški odbor in sem napisal uvodnik o problemih slovenskega zdravstva. In po 12 letih je glavna urednica zamenjala službo in zdelo se mi je normalno, če smo bili del ekipe, da tudi mi potem odidemo in z novo urednico pride nov uredniški odbor. In urednica me je prosila, če bi napisal spet uvodnik, kot poslovilni uvodnik. In potem sem razmišljal, kaj če napisati, potem sem se pa spomnil, sem rekel, a nisem jaz napisal v prvo številko uvodnik. Je rekla, ja, si. Sem rekel, mi ga lahko pošleš. In mi pošlje ta uvodnik in sem samo isti uvodnik poslal po 12 letih, ker je vse enako. Vsi problemi so enaki, če primerjate zapisnike 15-20 let ali pa danes nazaj, je vse enako, isti problemi. Tako da tukaj je ogromno izgube energije, kar so prepoznali tudi številni mladi ljudje in se za predstojniško funkcijo ne potegujejo. V razvitih zahodnih državah, v pomembnih centrih je to prestiž, od tega imajo ugled, od tega imajo finančne koristi, pri nas je pa to neko tajniško delo razpisovanja dežurne službe, urejanja tal, raznih novih uredb, dokumentov, pisanja, skratka, tretjerazredna administracija, ki je sama sebi v namen. Kako to, da se ob vseh teh, bom rekla, izzivih in težavah in problemih, s katerimi ste se soočali, na drugi strani pa z odlično strokovno podkovanostjo, ob tem sigurno ponudb iz tujine ni manjkalo. Kako to, da ste se odločili, da ostanete, da ostajate? Jasno so, ogromno je ponudb iz tujine. Zlasti zanimiv je trenutno arabski svet že vrsto leta. Tam je dnevni zaslužek se primerja z letnim zaslužkom lahko. Ampak znova, ko pogledaš, kaj vse vpliva na kakovost tvojega življenja, in ko sem pogledal zelo bogate kirurge recimo z Londona, kjer je zaslužek za eno operacijo facelifting pri njemu stane 100.000 evrov oziroma 100.000 funtov, to je 120.000 evrov, pa njegovo kakovost življenja je bila popolnoma enaka kot moja ali pa celo slabša. Cele dneve je bil v operacijski dvorani, sekiral se je za paciente, ali bo krvavitev, ali bo poškodba živca, ali bo prišlo do kakšne okužbe, skratka, ves čas enako. In bližina Lošinja, bližina Dolomitov, družina, prijatelji, narava, kakovost hrane, kakovost zraka, varnost, vse to potem pretehta. In denar je, dokler ga nimaš, je zelo pomemben, ko ga imaš ali pa ko so neke osnovne stvari zadovoljene, denar ne igra več velike vloge. In tudi zavedati se je potrebno, kljub vsemu, da kdor pride v neko tujo državo, je tujec, ni domač in se drugače obnašajo do njega kot do ostalih. Dejstvo pa je, da sodobna medicina zlasti v Angliji, pa tudi v Ameriki, temelji zlasti na tujcih, na zelo sposobnih tujcih, ki preko konkurence z Indije recimo se prebijajo na pomembne univerze, ugledne inštitucije v Ameriki in so tam na vodilnih položajih. Tako da teh domačih ljudi, znanstvenikov na vodilnih mestih sem za čudo videl malo, ampak so večinoma popolnoma delu predani tujci. V knjigi opisujete tudi recimo primer predstojnika, ki se vrne čez leta na svoj oddelek, ko sam rabi pomoč, hospitalizacijo, pa ga nihče ne pozna. In še več takih primerov je zdravnice pediatrinje. Ali smo nenadomestljivi? Kdo ali kaj bi po vaše bil nenadomestljiv? Vsi smo nadomestljivi kot posamezniki, kot skupina zdravnikov smo pa nenadomestljivi. Brez zdravnikov noben sistem ne more delovati. Vsak posameznik pa je nadomestljiv.
Dejstvo je, da je Slovenija majhna in ima malo posameznikov, zato že ena upokojitev lahko pomeni, da je oddelek pred razpadom. Po drugi strani pa zlasti v tujini, kjer je več strokovnjakov za eno področje, smo pa prav vsi nadomestljivi. In ko sem bil gostujoči profesor v Washingtonu 3 mesece, sem bil slučajno priča enemu dogodku, ko je en ugleden profesor, popolnoma predan stroki, brez družine, brez prijateljev, brez hobijev, se odpravil v pokoj, v krepki starosti, krepko čez 70 let, so mu pripravili nek sprejem, točili so šampanjski, ni bil niti pravilno ohlajen, dobil je neko priložnostno darilo in šel je celo malo prej domov, se pravi okoli 5 ure, ne okoli 8 kot navadno, in potem se je spomnil doma, da je pozabil to priložnostno darilo v svoji sobi. In naslednje jutro je prišel v svojo sobo, da bo vzel darilo, in ko je dal ključ v ključavnico, ta ključ ni več odpiral njegove ključavnice. Je bil že noter nov najemnik v stari sobi, nov nenadomestljiv. Skratka, vsi smo nadomestljivi in tega se je potrebno zavedati, tudi mladi ljudje se morajo tega zavedati, da poleg znanosti in dela in predanosti medicine imajo tudi svoje prijatelje, družino, hobije, kajti ko si v težavah, te lahko rešijo samo te. Noben od pacientov ti ne bo, ali pa zelo redki pacienti bojo prepoznali tvojo stisko, še redkejši direktorji ali pa kdorkoli drug. Sam si boš pomagal. Zato je dobro, da imaš to zavedanje že vse skozi v sebi in pred seboj. Kako pa vidite prihodnost, bom rekla, kliničnega oddelka Kopreko in pa plastične kirurgije v Sloveniji? Je bilo mogoče ta teden v ambulanti Nova Ajda? Kako če v ambulanti? Če je bila v ambulanti Nova Ajda, se obeta kaj inovativnega? Tako bom rekel, sam sem z oddelkom, kjer nisem več predstojnik, še vedno zelo zadovoljen. Zato, ker so delu zelo predani ljudje, ki niso zbežali v privatno prakso in bi lahko vsi, prav vsi lagodno živeli, bodi si v Sloveniji, bodi si v tujini, ampak še vedno predano delajo in so vsak dan izvajajo mikrokirurške posege. Z razliko od drugih bolnic po Sloveniji, kjer teh posegov največjih ne izvajajo. Morda manjka en kanček te potrebe po neki tekmovalnosti s tujino, po izzivih, po nekem res napredku in neki noviteti. Je pa težko, ker ni več opreme take, kot je, ne moremo več tekmovati za tujino. Ko sem imel predavanje vabljeno v Šanghaju, so me peljali v bolnico, kjer je bilo 23 bioprinterjev. Pri nas o tem niti ne razmišljamo, ker ni finančne osnove in pravne podlage. In mladi pa morda imajo tudi malo premalo izhodov v tujino, da bi se lahko primerjali in videli, kje je danes letvica postavljena. In če ti ne vidiš v tujini, kje je letvica, ti preskakuješ to mizo in misliš, da je to na nivoju svetovnega prvaka. V resnici je pa letvica tam gor postavljena. Ampak dokler bomo imeli manj kot 70 evrov na leto za izobraževanje na voljo za posameznika, taki mladi nimajo sploh možnosti, da grejo v tujino in da vidijo, kje je današnja letvica in s čim in s kom tekmujejo. Tekmovanje je pa nujno potrebno. To je vir nekega navdiha, menjava idej. Ni to zgolj, kot radi večkrat poslušamo, ne radi, ampak večkrat poslušamo, da so to neka turistična potovanja. Vsako predavanje v tujini pušča ogromno sivih las in skrbi in vsega skupaj. Se je treba na predavanje pripraviti, dodatno delati po noč, imeti skupino pacientov, ki so sploh primerni, da ti nekaj novega pokažeš, da te ljudje poslušajo v svetu, potem vse te poti preko letališč, vlakov, avtobusov in ne vem kaj, in potem se vrneš nazaj in vpraviš vso delo, ki si ga pustil v tem času, ko te ni bilo, treba nadoknaditi. Tako da to so veliko dodatne energije gre za taka predavanja. Zato se mladi praktično ne odločajo in so potem v neki coni komforta in tukaj je nekaj skrbi na moji strani. Se pravi, prepoznati morajo neke svoje idole, ki če jih ne najdejo v svoji sredini, jih morajo najti v tujini. Trenutno jaz sem toliko časa, tudi še 2 dni v kliničnem centru, ravno zaradi tega, da imajo odprta vrata tudi posod v tujini. Tudi mladi kolega
je šel na Dunaj se izobraževati za kirurgijo poškodb brahialnega pleteža in je odličen na tem področju. Tako da tukaj je treba odpirati se je potrebno svetu in iskati izzive in videti napredek. Ker če bojo zgolj zaprti v matičnih ustanovah in bili zadovoljni s tem, kar delajo, čeprav so zelo uspešni, je treba gledati še en korak naprej. In zato pa potrebna dodatna energija. Tako, hvala lepa. Najin pogovor se je prišel do konca, zdaj pa bi jaz dala besedo še publiki za vaše vprašanja. Mogoče kakšno vprašanje na strani publike? Izvolite. Kolega v čisto drugi luči. Sem ga doživela kot zelo čutnega človeka, se pravi, kaj imaš vse zraven, kakšne mehanizme, možda niso pisali knjige, ampak to se mi zdi, možda neko leto, nekaj čutiš. Pa se kaj si vključil v to knjigo, se mi zdi, da to pisanje knjige od nekoga, ki je kolega, ki je cenjen v svetu, da zdaj še niso pravi. Pohvalite se poznamo, ampak res začasno, da se to se razgalo. Ja, hvala za lepe besede. Ja, dejstvo je, da zelo veliko kolegov oziroma tudi pacientov mi reče, da so me zdaj prepoznali popolnoma v drugi luči. Ves čas so mislili, da sem nedostopen, aroganten, ne vem kaj, ampak to je vse posledica neke zunanjega kletke, ki si jo narediš, da lahko se posvetiš problemu, ki ga rešuješ. In ko rešuješ nek problem, ni časa za čustva, za ne vem kaj, potem že hitiš na neko drugo področje, si gledaš neko strokovno literaturo in znova spet neko profesionalno držo držiš. Vse z namenom doseči najboljši možen rezultat in nekaj novega. In zato tam ni teh čustev. Tukaj v knjigi je pa knjiga, kot sem iskreno napisal, bila napisana v 3 tednih, spontano na plaži Velikega Lošinja, popolnoma brez samokontrole. Tudi potem, ko sem šel za sabo, ki je bila že tiskana brat, sem se večkrat vprašal, kaj je pa tukaj rekel, kaj je pa na ZZZS rekel, kaj so pa ta prepoznal, ampak se mi zdi, da je ravno čar te knjige v tem, da je res iskrena. In tudi zato je zdaj bilo že prodano skoraj 4000 izvodov, v knjižnici se nekje čaka 43 v čakalni vrsti, so mi sporočili, da je najdel. In se mi zdi, da smo s to knjigo ljudem želim pokazati, da smo zdravniki ljudje iz mesa in krvi s svojimi težavami, da nismo brezosebni stroji zvezja in da nam je mar samo za denar. Ampak da imamo tudi svoje probleme, svoje izzive, svoje strahove, tako kot vsi ostali ljudje, da smo pač ljudje in da smo pacienti in zdravniki v istem čovnu in da veslamo proti istemu cilju. In brez medsebojnega razumevanja in lepih odnosov bo ta pot slaba. Ne glede, a pridemo do cilja ali ne, je tudi važno, kakšni so ti odnosi na tej poti. Ali imamo zaupanje, smo iskreni, imamo nek pogovor, nasmeh v končni fazi, hvaležnost iz ene in iz druge strani. Kot pričakujemo za bolnike, da so hvaležni nam, je tudi obratno. Tudi jaz večkrat povem v tej knjigi, da so moji junaki so pacienti, to so moji učitelji. Od njih sem se največ naučil, od njih sem zrastel, postal sem bolj moder. Če je nekoč bil nek problem na moji lestvici od 1 do 10 vreden 8, je danes ta isti problem ravno zaradi mojih pacientov vreden 2 ali pa sploh ni več na lestvici problemov. In vsak sabo bi, in kot rečeno, vsak od nas, ki tukaj sedi, pa tistih, ki jih ni, bi lahko napisal svojo knjigo in vse bi bile bestseller. Vsi imamo svoje zgodbe. Ampak pač treba, nekdo je, da se usede, napiše, da ven sporočilo in se potem neka kaskada dobrih dogodkov lahko odvije. Jaz se tukaj ne strinjam z vami. Meni se zdi, da jaz, ko sem brala to knjigo, sem za domačimi hodila, poslušaj, pa brala na glas, ne moreš verjeti, kaj piše, poslušaj to, kaj se mu dogaja. Se mi zdi, da imate neki, kot reče včasih že ne sekva,
se mi zdi, da so naša zdravniška življenja v povprečju malo manj zanimiva kot vaše prigode opisane v knjigi. Mogoče res. Nekaj vas spremlja, no? Ja, dejstvo je, da veliko je dobrih knjig in zelo doživeto opisanih teh trenutkov. Pri meni je mogoče ta sreča tudi, da sem imel odličnega mentorja, ki sem mu sledil na kongresih, bil je zelo ugleden profesor Arneš in sem imel priložnost se družiti z zelo pomembnimi ljudmi na področju kirurgije, spoznavati svet, kongrese, različne aktivnosti, vse povsod, nove tehnike. Osebno poznam ljudi, ki so opravili prve presaditve rok, prve presaditve obraza. Smo v tedenskih, mesečnih stikih z njimi. Če je kakšen problem, imamo svoje mreže in objavljamo te probleme in iščemo potem prek te mreže, dobiš v 10 minutah odgovor najboljšega strokovnjaka na svetu, kaj bi on na tem področju naredil. Soočil sem se z recimo kirurgijo živo, tako imenovana live surgery, ki je bila to je najboljše, to je ne vem kaj, pa potem vidiš, da je to v resnici za pacienta ni najboljše. In tudi o tem iskreno pišem. Povabili so me različne nova industrijska podjetja, če bi razvijal mikrokirurške robote, ki so v tej fazi trenutno še za moje pojme bistveno zaostajajo za našimi zmožnostmi. Številni se pogovarjamo o umetni inteligenci in vloge umetne inteligence. Bil sem na različnih svetovih, bil sem v Dohi, kjer so me peljali v bolnico za otroke in ženske, ki ne bi bile v arabskem svetu manj vredne, ampak ko stopite v tisto bolnico in pogledate, kako je opremljena in kaj vse ponuja, in da vsakemu otroku naredijo genetski test in raziskujejo, katere morebitne bolezni ga čakajo v življenju. Potem so me peljali še v bolnico za Sokole, kjer si videl, da je ambulanta bistveno boljša kot vse naše ambulante. V privatni bolnišnici Acibadem na nivoju hotela 6 zvezdic z 300 kvadratnih metrov veliko sobo, z svojim kuharjem, cela družina pride tja. Vidiš na različnih področjih različne stvari in ja, to ti obogati tvoj svet, tvoje življenje in tudi da dodatne strani v tej knjigi. Tako ja, se bere, to se čuti iz prebranega. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, s tem sem praktično začel kot mlad specializant, ker sem se vprašal, kako bi naredil, da mi otroci, ki pridejo na operacijo v lokalni anesteziji, ne bi jokali, ali bi mogoče bila dobra kakšna predpriprava. In potem sem napisal knjigico Tudi junaki jokajo, kjer pride čebelica Maja, pa se potem prižga ena velika luč kot sonce. Opisal sem vse dogodke, ki otroka čakajo v ambulanti, od čakalnice, pa koliko bo ljudi noter, pa kdo bo najprej prišel k njemu, pa kako je polinekcija, pa kako zapeče. In potem sem to knjigico dal staršem, da so skupaj 2 tedna brali to knjigico in za čuda so otroci pol prišli in sva skupaj ponovila zgodbico in le malo kdo je jokal. In potem so sledile še druge knjige, ker pač mene ta igra besed mi je bila vedno zanimiva. Kot nekako oblikovanje s kirurškim nožem je pač to svoj svet, ki je pa tudi zelo zanimiv. Ko se igraš z besedami, stavki, razmišljanji, se mi zdi, si lahko tudi inovativen, kot v primeru teh QR-kod, o katerih govorite. Tudi zakaj QR-kode ne želi pokazati svoje zmožnosti. Ne, želim pokazati, kaj so ti pacienti v resnici preživeli. Da jih drugače tudi sprejema sredina. In ko recimo gledate QR-kodo o petardi, vidite, da ima medicina svoje omejitve, da nič nismo mogli narediti, da je ostal brez obeh rok, da ima bionični protezi, ki pa so prepočasni za njegove misli. Skratka, želel sem samo prikazati realno sliko, kaj se dogaja osebju v bolnišnicah in kaj se dogaja zdravnikom. Ker pogosto slišimo, eksplodiralo je v kuhinji, 5 poškodovanih odpeljali so jih v klinični center, kjer so ostali na zdravljenju. Kaj to pomeni, noben ne ve. Ko pa pogledaš video posnetek realnih zgodb, realnih poškodb, kako izgleda noga, če avtobus čez nogo pele, kako izgleda kritična opeklina, kako izgleda ugriz morskega psa, dobiš pa en drugačen pogled, s čim vse se soočamo v bolnišnici in vsi, ne zgolj kirurgi in zdravniki, ampak celoten tim. Še kakšno vprašanje mogoče?
Jaz sem prebral v eni noči celo knjigo. Drago Bulc, sem novinar, upokojen sicer, ampak moram reči, da sem bral to kot najboljše delo v mojem življenju. Zakaj? Zato, ker sem videl en ta moralno-etični odnos, ki ga v bistvu v sodobnem svetu vsi pogrešamo, ne samo pri nas, ampak v celem svetu. Ali vas je v bistvu vaše relativno skromno življenje v mladosti determiniralo, da gledate na življenje tako in da vas ni kljub vsem možnostim pograbil pohlep, ki je žal zdajle prisoten v tudi slovenskem zdravstvu oziroma zdravništvu? Hvala za komentar. Verjamem, da ste v svojem življenju prebrali več 100.000 knjig in da je ta najboljša, ne med dvema. Ja, izhajam iz povprečne družine in ja, več ali manj vse, kar sem si ustvaril v življenju, sem si s svojim razmišljanjem, svojim delom in spremljal očeta v delavnici, delo v ribogojnici kot čistilec mrež v srednji šoli. V 6. zjutraj sem vstal, da sem nahranil svojo kavko, ki mi jo je iz gnezda prinesel prijatelj David, in sem imel kavko kot najboljšo domačo žival. Bila je na moji rami, ko sem se vozil z motorjem in tako naprej, in tudi tukaj dobil neke vrste empatijo. Vse te dogodki iz otroštva vedno prav pridejo. In iz te neke borbenosti in da sem dosegel svoje cilje, sem se mogel vse izboriti sam, svojim znanjem in delom. Mislim, da je to pomemben dejavnik tudi pri uspešni karieri. Pri karierah nasploh. Različni poklici zahtevajo danes, če želimo postati uspešni na katerem koli področju, celega sebe moraš za to dati. Ne? In tudi v športu, in tudi če gledate športnike, zelo malo je nekih zelo bogatih, iz bogatih družin uspešnih športnikov. Če gledamo nek tenis, izhajajo vsi iz ne prav izobilja, ker ni te lakote po dokazovanju, po zmagi, ni te želje, ni te strasti, ampak preprosto pač pride. Starši vzamejo denarnico, odprejo denarnico in potem dobiš tisto, kar si želiš v tistem trenutku. Vsega je v preobilju. Če pa si moraš sam nekaj izboriti, je pa to toliko več vredno in to ti daje tudi pač neko usmeritev in naboj na vseh področjih. Ne zgolj v medicini, ampak tudi v medicini. In zato so tudi, recimo med kirurgi imamo številne športnike iz mladosti, od plavalcev, smučarjev, tenisačev, te, ki imajo že delovne navade, nek ritem, to ti vse koristi. Meni osebno sem igral nogomet z Sašom Udovičem, strelcem proti Italiji, slovenske reprezentance do kadetov, in tam sem spoznal pomen tega timskega duha. Do zadnje žoge, do zadnjega piska za skupno zmago. In to je isto potem preneseš v operacijsko dvorano. Tako da ja, ta neka skromnost v začetku in boj ti da neke usmeritve življenjske, in kot se zdi v začetku, da je to slabost, je v resnici glavna prednost. Še kakšno vprašanje? Moje ime je Branko Hriber in v bistvu nekajkrat ste omenili interdisciplinarnost. Jaz sem ekonomist, sem podjetnik in v bistvu slišal sem in všeč mi je to vaše izlaganje iz strani in razmišljanja zdravnika. Dajte mi povedati, kako ste se lotili podjetniškega dela tega vašega izziva oziroma tega ekonomskega dela, ker je dejansko tudi, mora biti tudi prepleten s tem, kar ste počeli. Kako ste gledali na sodelavce, a ste jih vključevali v kakšne predračune, a to obstajajo kakšni izračuni, ali je to, ne vem, toliko entuzijazma, da se dejansko zbledi vse številke in se posvetite lahko samo
viziji uspeha, ki bo ali pa ne bo. Kar se tiče javne ustanove, ni nobene možnosti po nobenem nagrajevanju in vključevanju v nič. Kot predstojnik sem vsako leto organiziral tako imenovani novoletni zajtrk, kjer sem predstavil statistiko dela, se zahvalil tistim, ki so naredili več, tisti, ki so predavali v tujini, ki so imeli nove inovativne metode, zanimive paciente, da sem jih lahko vsaj pred vsemi zbranimi 70 zaposlenih pohvalil in da smo jim zaploskali. Ugotovili smo, da je nekdo naredil 3-krat več dela kot drug z enakim plačilom. In tudi danes, recimo, pred enim mesecem sem dobil SMS sporočilo, kjer je bilo še možno obravnavati, zdaj še to ni več možno, samoplačniškega pacienta s tujine, je pregled specialista vreden 3,20 €. Tako da tukaj je to vse za vas nepredstavljivo in za splošno javnost nepredstavljivo. Ampak tako je. Moje poslovni modeli so se začeli razvijati, ko sem ustanovil privatno kliniko, usporedno s tem sistemom, oziroma ko nisem bil več predstojnik, z namenom, ne z namenom zaslužka, ampak z namenom, da sem si lahko privoščil najboljšo opremo, ki sem jo želel, da sem sam povedal, koliko časa se bom pogovarjal z bolnikom, da sem lahko prisoten 24 ur, kadarkoli lahko nekomu odprem vrata, imam noter dišave, postrežem s kavo in se dam neko dobro izkušnjo in se imam ob tem jaz lepo in ima dobro izkušnjo pacient. In ob tem potem pride ta dodaten nek poslovni svet, ki je zame bil do nedavnega popolnoma tuj. In ga še danes ne razumem prav dobro, ker tudi se veste, da je vse je umetno narejen, vsi minusi tudi v zdravstvu samem po sebi. Je osnovna težava in osnoven problem, ker tudi pišem v poglavju jabolčni štrudel, je to, da cene niso realno postavljene za storitve. V tujini se točno ve, ena operacija zahteva od ekipe tega in se ga poskenira črtno kodo, kater material smo porabili, tale in je na koncu račun, toliko to stane. Pri nas se pa pogajajo med seboj za cene storitev nekdo, ki pojma nima sploh o čem se pogaja, kaj je to za ena operacija, nazadnje pa z dvigom zelenih kartončkov sklenejo, koliko to stane. In tudi vsa ta težava, ki se zdaj pojavlja v javnosti, plačevanje medicinskih fakulteti, plačevanje za transfuzijo, zavodu za transfuzijo, to vse temelji na tem, ker osnovna cena ni realno postavljena. In nihče ne želi z minusom funkcionirati. In zato zahtevajo pač določene svoje cene, da poslujejo lahko pozitivno. In če bi bila cena realno postavljena, bi vsi poslovali normalno, pozitivno, s pozitivno ničlo. Od kliničnega centra do vseh teh ustanov, ki sodelujejo pri procesu zdravljenja. Drugače pa lahko rečejo, v medicinski fakulteti plačamo samo 70%, isto lahko rečejo, samo elektriko bomo plačali samo 60%. Samo tukaj pa nasproti država, pa to nihče ne naredi. Realne cene je treba postaviti, samo to. In se iskreno, končno pogovarjati, kaj so osnovni problemi. Ampak pravim, to je za vas popolnoma tuje področje in sploh ne morete verjeti, da se desetletja in desetletja to na tem temelji. In da je vse eno veliko sprenevedanje. Tudi če spremljate minus. En dan je 20 milijonov, naslednji dan je 1 milijon, odvisno od situacije, volitev in tako naprej. Enkrat smo zelo pozitivni, sem prisostvoval sestanku vseh predstojnikov kirurške klinike, kjer je jokala predstojnica anesteziologije, da so ustvarjali 5 milijonov minusa. Cela kirurgija je bila pa 2 milijona v minusu. Ona je pa del tega, ne? Se pravi, nekaj ne štima. In tudi sam, osebno, tudi v knjigi, jasno pišem, kot predstojnik sem ustvaril 800 000 € minusa vsako leto. Ker niso plačevali kritične opekline po ceni, kot je, ampak je bilo zgoren limit 70 000 €, v tujini pa za enako 340 000 €, ob tem, da so materiali v Sloveniji dražji, ker smo manjši, delo je brezplačno in za rekonstrukcije dojk, ker smo jih toliko upravili, plačali so pa praktično samo silikonske vsadke, dela pa ne, smo imeli 500 000 € minusa. In kot predstojnik sem na koncu leta mogel povedati ekipi, ki je delala dan in noč, da smo zgubaši,
da smo ustvarjali 800.000 minusa, da lahko da nam ne bojo dali dovoljenja za delo drugje, da ne bomo imeli izobraževanja, dokler ne pridemo na zeleno vejo oziroma pozitivno ničlo. To pa sploh ne mogoče. Ampak o tem se ne pogovarjamo, pogovarjamo se o drugih stvarih. Tako da evo, hvala za vprašanje. Se bi ga še razstavili, pa ga raj ne bom. Ja, se lahko osebno, potem pa te vi še kakšne nasvete dal. Bi se pa zahvalil še in izpostavil profesor Zvezdana Pirtoška, ki sem ga opazil, da je prišel in se mu zahvaljujem, da je danes prišel, ki je pomembno vplival tako na mojo pot zdravnika, kot na pot moje žene pediatrinje. V 3. letniku fakultete naj jo sprejel v Londonu na Queen Squareu in naj jo kot največja kralja vozil od predavalnice do predavalnice, da sva spoznala ugledne profesorje, po končanih predavanjih pa še na večerjo. Tako da Zvezdan so stvari, ki se ne pozabijo in me veseli, da si danes z nami in se zelo veselim, da bo tvoja ideja in tvoja knjiga kmalu med nami. Tako, tudi jaz se vam vsem zahvaljujem za družbo danes večer in tudi vam, profesor Ahčan. Kdor bi si želel še kupiti knjigo, to lahko stori v preddverju po 10% popustu, sicer vas pa vse vabim na kratko druženje ravno tako v preddverju. Hvala.